Srebro na evropskem prvenstvu pa ni edini dosežek, s katerim se lahko pohvalijo naši odbojkarji. Uspelo jim je namreč še nekaj bolj neverjetnega. Uganite kaj? Leteli so z Adrio Airways. Takole je Adrijino letalo s srebrnim tovorom ob 1:30 zjutraj varno pristalo v domovini. Koliko je vse to v težkih dneh, ko se odloča o usodi podjetja, pomenilo osebju Adrije, pa več kot zgovorno pričajo te fotografije, pod katere so oba pilota in stewardesi pomenljivo zapisali s ponosom, pa čeprav morda zadnjič. Ja. In res je bilo zadnjič, kajti Adria je po številnih odpovedanih letih ta teden sprožila stečajni postopek. Kar je približno tako, ker če ti punca, potem, ko ti 2 tedna ne javlja, ne dviguje telefona, pošlje sporočilo, da si želi iti na razen. Tragično, ampak pričakovano. Zdaj, ko Adrije več ni, nas seveda vse zanima, kaj se bo zgodilo z njenimi letalskimi linijami. Na vladi zdaj že iščejo rešitve. V igri sta 2 različici. Prva je, da prepustijo trgu, da se sam uredi. Druga pa je, da se na pogorišču postavi nova državna letalska družba. Ja, odlična ideja. Podobno kot smo pred leti ustanovili novo banko, lahko zdaj ustanovimo novo Adrio Airways. Končno lahko ukinemo linije, ki so nas ustvarile izgubo in se sfokusiramo zgolj na destinacije, ki jih Slovenci množično obiskujemo. Državni prevoznik nova Adria Airways bo tako ponujal direktno linijo do Ikee v Celovcu, potem redno vsakodnevno linijo Brnik-Maribor, s katero se ogneš vemo čem, štajerski avtocesti, ter seveda poletni čarter Ljubljana-Zrče. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.